ker so taki zeleni, rumeni in so v krošnji jih ne vidiš, ampak že so pa krasni, res so krasni. Super. Zbirko dopolnjujemo in popravljamo, ker je seveda spomladi naredil kar precej škode žled. Zdaj bomo seveda nasadili nekaj drevesnih vrst, kot so japonske češnje, judeževec, tulipanovci, neki brez in podobno. Skratka, vrste in kultivari, ki se nam zdijo zelo zanimivi. Popestrili bomo svojo zbirko javorjev, s tem bomo tudi vnesli še več jesenskih barv. V jesenskem času je vrt še posebej lep. V slovenskih gozdovih je bilo kar precej škode. Kako je zdaj v gozdarstvu? Veliko dela verjetno imate. Ko imajo gozdovi sonaravne strukture in pa sestave, so tudi bistveno bolj odporni na situacije, kakršna se je dogodila letos februarja. V slovenskih gozdovih je bilo ocenjeno, da je žledolom poškodoval okrog 9 milijonov kubičnih metrov lesa. To je zares ogromna količina, vendar če pa to primerjamo z dejansko lesno zalogo v slovenskih gozdovih oziroma s prirastkom, pa pomeni samo nekoliko več kot priraste letno lesa v Sloveniji. Seveda nenegovani gozdovi, pa v njih so bile pa poškodbe ponekod izredno veliko. Problem je tudi drobna lastniška struktura naše gozdne posesti, kar pomeni, da veliko lastnikov niti ne ve, kje ima svoje gozdove, in javna gozdarska služba na čelu z Zavodom za gozdove je tukaj opravila veliko delo, ker je organizirala, poskušala se čim bolj prilagoditi tej situaciji in poročila govorijo seveda, da ta škoda bo verjetno zelo uspešno sanirala. Moram pa biti pošten, da tudi relativno mokro leto je seveda šlo na roko. Zdaj je bil ta park razmeroma namenjen lokalni uporabi, predvsem za delo študenti, imenujemo ga dendrološki vrt. In tukaj seveda imamo več kot 150 različnih drevesnih in grmovnih vrst, ki jih lahko uporabljamo za spoznavanje rastlinskih vrst. Nabiramo tudi za herbarij in podobno. Ampak s časoma se je pa izoblikovala ideja, da bi lahko ta naš vrt na oddelku za gozdarstvo skupaj z vrtom na oddelku za lesarstvo, ki sta pravzaprav enotna, in še z vrtom na Gozdarskem inštitutu, da bi ga lahko ponudili tudi mestu Ljubljana v izobraževalne namene. Zelo težko je kje najti rastline, ki bi bile tudi označene, to se pravi, katera drevesna vrsta je, odkje ta drevesna vrsta prihaja, in v ta namen seveda smo se odločili, da mogoče tudi sporočimo javnosti, da ta vrt obstaja, da so dobrodošle skupine, da so dobrodošli posamezniki, ki jih zanima kaj več o vrtu, in seveda smo se tudi namenili omogočiti mogoče skupinam iz vrtca, iz osnovnih šol, iz srednjih šol, izvedbo naravoslovnih dni ali pa kratkih izobraževanj v zvezi z drevesi, z drevesnimi vrstami, z njihovo uporabo.